Dragi otroci, spet je tu, samo za vas, Prešerna pravljica za kratek čas. Danes je to pravljica Maček Robert, čudo živalskega vrta. Robert bi bil strašno rad znamenitost živalskega vrta. Maček Robert, redek primerek, bi pisalo na tablici. Zelo mu namreč godi, če ga ljudje občudujejo. Kako ga tudi ne bi? Ima še kaka žival tako bleščeč kožušček, tako ljubke majcene zašiljene uheljčke in tako veličastne brke. Ne maram biti več navaden hišni mucel. Rad bi bil nekaj posebnega, si je rekel odločno. In hajdi na pot. Dobro je vedel, kam ga ta pot vodi. Naravnost v živalski vrt. Samo kaj, ko ga nihče še opazil ni? Sploh se ne zmenijo zame, še pomendrali me bodo, slepci, je jezno zapihal. In se je moral, hočeš nočeš, zateči v medvedjo kletko. Bil je lačen kot volk, pa se je, ne bodi len, spravil nad ribe. Marljivo jih je pospravljal in snedel skoraj vse do zadnje. To pa medvedu še malo ni bilo všeč. Ej, ti uško smata in požrešna, je zarjul medved. To so bile moje ribe. In je prisolil Robertu takšno okoli uheljčkov, da je poletel v zrak in hopsala, pristal v ribniku za pingvine. Se to je prava ledenica, je zastokal ubogi mačkon. Še tega se manjka, da mi brki pomrznejo. Brž jo je ucvrl proč. Lepo in prav bi bilo, ko bi imel čisto svoj kotiček v temle vrtu, si je užaljeno zamrmral. Tedajci je preden stopila velikanska zverina. Žujo, malček, jaz sem slon Ivan. Kaj pa počneš tu? Ga je vprašal. Rad bi se malce pokazal ljudem, ko sem pa tako čeden, se je namrnil Robert. No, če je tako, pa kar pri meni ostani, je prijazno predlagal Ivan. Toda ob tem orjaku je bil Robert res bolj podoben malčku, kakor mačku. Ljudje me sploh ne bodo opazili, je zavzdihnil in jo je rajši mahnil naprej. Saj res, na drevo splezam, pa bom tako velik, kakor on, se je domislil. Rečeno, storjeno. Toda ko je priplezal na drevo, ga je nekaj grozno uščepnilo v uhelj. Au, je zavreščal, kdo me pa grize? Žirafa, kdo pa drug? Mačkona sploh ni bila opazila in je njegov uheljček zamenjala za slasten list. Robert je urno skočil na drugo vejo, da bi si jo opomogel od ogorčenja. Toda komaj je prišel za silo k sebi, že ga je obkolil trop opic in ga nahrulil. Ti buter, kaj pa delaš na našem drevesu? Robert bi od strahu skoraj telebnil z drevesa. K sreči ga je še zadnji hip ujela prisedna opica. Tedajci da je vendarle opazilo nekaj obiskovalcev in zdel se jim je silno zanimiva zverinica.
Glej no, so kazali nanj, mačja opica, tako zanimiv primerek. Robertu pa se to še malo ni zdelo zanimivo. Bil je na smrt užaljen. Tega ne bom več prenašal, je zarentačil sam pri sebi. Kar domov grem, tam se mi vsaj ne posmehujejo. In se je ves poklapan in čemeren odpravil domov. Ko je Suzana odprla vrata in na pragu zagledala svojega muca, je od veselja zaploskala. A tu si, moj mali tigrček, pa tako sem se že bala, da te nikoli več ne bom videla. Le glej, da se mi nikdar več takole ne potepeš. Hiša je bila tako pusta brez tebe. Vzela je Roberta v naročje in ga močno objela. Jaz? Tigrček? Niti ni tako slabo. Za progastega mačka. Si je zadovoljno zapredel Robert.